Dejan, pozdravljen. Hrvati bodo v nedeljo izbrali novega predsednika oziroma predsednico. Kako tesna bo tekma, komu za zdaj kaže najbolje? Pozdravljena. Ja, vse kaže, da se bodo uresničile napovedi, da bo tokratna tekma za predsedniški položaj na zagrebškem Pantovčaku v sedežu predsednika Hrvaške res najbolj negotova v dozdajšnji zgodovini predsedniških volitev. So si pa analitiki nekako enotni, da je bil volilni uspeh HDZ-eve kandidatke Grabarke Kitarovićeve precejšnje presenečenje. Josipoviću pa gre tudi zasluga, ker je v senci neuspešne vlade premijerja Zorana Milanovića, oba sta iz levosredinske SDP, uspel zmagati v prvem krogu. Josipović v drugi krog sicer vstopa z majhno prednostjo pred kandidatko HDZ, vendar z negotovimi obeti za nov 5-letni mandat. Oba kandidata spet potujeta po državi, se srečujeta z državljani. Prvo televizijsko soočenje je mimo. Ankete kažejo, da je Josipović dobil oceno 3,11, Grabar Kitarovićeva pa 3,07. Sledita še dve soočenji, eno jutri v sredo, zadnje na nacionalni TV, pa v petek na predvečer volilnega molka. Pisal si, da je bilo največje presenečenje prvega kroga volitev 25-letni Ivan Sinčić, ki je s svojim krščansko-socialnim aktivizmom prepričal 16% volivcev. Komu bodo zdaj šli ti njegovi glasovi? Ja, to je in bo eno osrednjih vprašanj, vsaj do nedelje. Nobenega dvoma ni, da je bil Sinčić kandidat akcije Živega zidu pravcato presenečenje prvega kroga hrvaških volitev. Ugibanj, ki utegne končati približno 300.000 glasov, koliko so jih hrvaški volivci namenili Sinčiću, pa je vse več. Ve se, da so zanj glasovali večinoma tisti, ki so hoteli pokazati svoj prezir do predstavnikov političnih elit. Zanimiv pa je pravzaprav nedavni komentar zagrebškega časnika Jutarnji list. Ta je zapisal, da je Sinčić kot radikalen kritik vsega obstoječega dobil največ tako imenovanih protestnih glasov. Komentator pa je dodal, da se zdi, da je mladi Sinčić nastavljen iz policijsko-obveščevalne frakcije HDZ kot neke vrste instanc politični projekt, ki je uspel Josipoviću odvzeti pomembno število glasov. No, zdaj pa odgovor na vprašanje, komu bodo šli njegovi glasovi. Sinčić je dejal, da svojim volivcem ne more priporočiti, koga ne volijo v drugem krogu, Josipovića ali Grabar Kitarovićevo. Če se pa že bodo udeležili nedeljskih volitev, pa naj na glasovnici pripišejo njegovo ime. Ob morebitni zmagi Iva Josipovića lahko verjetno pričakujemo status quo v hrvaški politiki. Kaj pa bi mu pomenila morebitna zmaga desno-sredinske kandidatke Kolinde Grabar Kitarović, predvsem za odnose z levo-sredinsko vlado Zorana Milanovića? Tako je, če zmaga Josipović, kakšnih večjih pretresov v odnosu med predsednikom države in predsednikom vlade najbrž ni mogoče pričakovati. Nekaj več težav pa bo predsednik levosredinske vlade Milanović zagotovo imel, če v nedeljo zmago odnese desna Kolinda Grabar Kitarović. Ugibanje precej, največkrat pa se omenja dejstvo, da je Grabar Kitarovićeva že napovedala, da bo takoj, ko bo sedla v predsedniški fotelj, sklicala sestanek z vlado in ji predlagala naj odstopi. Skoraj zagotovo pa je tudi, da bi kot predsednica lahko nenehno vršila neke vrste politični pritisk na delovanje vlade, vsaj do takrat, dokler ji ne poteče mandat. To pa pomeni do konca letošnjega leta, ko so na vrsti parlamentarne volitve na Hrvaškem. Kaj bi zmaga bodisi enega, bodisi drugega kandidata pomenila za hrvaško zunanjo politiko, predvsem ko gre za odnose za Slovenijo? Zanimivo vprašanje, vendar kot se zdaj zdi, zmaga enega ali druge bržkone ne bi imela kakšnih bistvenih vplivov na hrvaške odnose s Slovenijo. Hrvaška ima namreč veliko več težav z drugimi sosedami. Z nobeno, razen z Madžarsko, namreč nima rešenega mejnega vprašanja. Težave z Bosno in Hercegovino se kopičijo, Srbijo tudi. Prav razreševanju nerešenih odnosov z omenjenimi državami, poleg Srbije in Bosne in Hercegovine je tu še Črna Gora, naj bi tako Josipović kot Grabar Kitarovićeva tudi namenjala več energije, ko bosta, vsaj tako sta zatrdila, zmagala v nedeljskem podaljšku decembrske predsedniške tekme. Hvala za odgovore. Hvala.